Dobrodošli v novi oddaji Ave kuhinja za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili svinjska rebrca. Verjemite mi, dobro pečena rebrca, fajn marinirana, to je fantazija vsake kuhinje. Rebra, da bomo skrajšali čas pečenja, jih bomo dali kuhati v vodo, v katero smo dodali malček mleka. Dodali smo ga sicer samo zato, da bo obdržali barvo, da se ne bojo razbarvali in postale preveč sive barve. Rebra imamo s kožo, jo bomo razrezali potem, ko se bojo skuhala. In tudi potem jih bomo marinirali z zeliščno soljo, katero smo sami naredili. Takole, na vsako stran po 3-4 minutke, recimo. V tem času vas bom pa povabil na naš zeliščni vrt, kjer bomo pripravili lastno zeliščno sol, kjer se bomo naučili o zeliščih, nekaj detajlov, nekaj podrobnosti in kako se naredi najboljša zeliščna sol. Torej, nahajamo se na svetem mestu vsakega dobrega kuharja, sicer zeliščni vrt, v katerem ima vsak dober kuhar vsaj nekaj osnovnih zelišč. Mi jih imamo kar nekaj. In sicer danes imamo nalogo izbrati najboljša zelišča za našo marinado za svinjsko pečenko. Nabrali bomo rožmarin, to je najboljša začimba, najbolj razširjena začimba Mediterana. Uporablja se za krompir, vse svinjsko meso, za piščanca niti ni toliko primeren, zato ker ima premočan okus, ampak v glavnem za vse stvari, katere se pečejo v peči. Peteršilj je nepogrešljiv pri vseh juhah, uporabljajo ga za dekoracijo, pravi, da pomaga pri zadahu. Drobnjak je okus čebule, sicer bolj nežne, uporablja se v skutah, v smetanovih jedeh in za dekoracijo samo. Imamo origano, ki je nepogrešljiv pri picah. Kaj bi dobra pica brez origana? Nič. Majaron in pa timijan, ki ga bomo danes uporabili tudi pri naši marinadi. Posmukali bomo zelišča, origano, bomo kar takole odtrgali. Ni se treba matrati, pa vsak list posebej smuka dol, primeš, potegneš in je to to. Mi smo v naš štirilnik že dodali piransko grobo sol, dodali bomo še malo oljčnega olja in vse to bomo v možnarju takole strali. To je najboljša zeliščna sol, lahko jo uporabljamo potem še, ne vem, tedne in tedne, moramo imeti seveda zaprte v steklenem lončku in to je to. Imamo pa v ozadju še baziliko, pehtran in pa majaron in pa žajbelj. Tako da nabrali smo zelišča, zdaj gremo pa nazaj v kuhinjo na marinado. Minilo je približno 10 minut. Rebra smo skuhali na obeh straneh. Prva stvar, ko bomo zdaj naredili, je to, da bomo zarezali kožo. Bomo naredili pač kockast motiv, tako. Zdaj bomo pa marinirali z našimi zelišči, katere smo nabrali na našem zeliščnem vrtu. In sicer vse, kar smo lepo nabrali v soli, smo jih stresali s soljo skupaj in smo jih v možnarju strali. Evo. To je domača zeliščna sol. Mi bomo v to sol dodali še čili in sicer vsi vemo, da zrne v čiliju so najbolj pekoča. Kako se jih najlažje znebi? Znebi se jih na ta način, da čili takole med prsti podrgnemo, ga posvalkamo, odrežemo vrh. Kaj se zgodi? Seme popada ven. Torej, damo seme stran, ga narežemo na kolobarje in to je to. In dodamo v zeliščno sol, s katero bomo marinirali naša svinjska rebra. Sol, ni noben problem. Lahko imamo v kozarčku steklenemu, recimo takmu, tudi 1 mesec, 2 meseca, noben problem, samo mora biti zaprta. Še bolje, če tako sol damo v tem primeru v pečico na cirka 80 stopinj za približno pol urce, da se izsuši. Mi bomo tole zdaj marinirali. Fajn natremo, da pride v vse te kvadratke. Takole. Takole obrnemo. Evo, to je to. Bomo dali peči. Kar takole zelišča gor. Damo na pekač, malenkost prelijemo z oljčnim oljem, zraven bomo dali peči češnjeve paradižnike in pa mlad kifeljčar.
Tole se bo pekel približno 1 uro. Po 1 uri bomo šli pa vsi lahko orgelce špilati. Ja, takole. In pa tale vejca češnjevega paradižnika. Krompir še nismo solili, tako da bomo solili samo s soljo, ne pa tudi z lišči. To je to, pripravljeno za peč, 1 ura. Evo, takole. Pustila je nekaj soka. Evo, sočna rebrca. Evo, takole. Pečenko smo zrezali. Zraven bomo ponudili mlad pečen krompirček, češnjeve paradižnike pečene. Prelijemo še z omakco, katera se je naredila tekom pečenja. Evo. Marinirana svinjska rebrca s pečenim krompirjem in pečenimi češnjevimi paradižniki so gotova. Dober tek želim.